Včeraj je v predsedniški palači potekala slovesnost, na kateri je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar podelila državne nagrade in priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva za leto 2023. V svojem govoru je poudarila ključno vlogo prostovoljstva pri krepitvi socialnih vezi in izboljšanju javnih storitev ter izpostavila nesebično delo prostovoljcev ob lanskoletnih poplavah. Spoštovane prostovoljke, spoštovani prostovoljci, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Prostovoljstvo je srce naše skupnosti, ki neutrudno bije za dobrobit drugih brez pričakovanja povračila. Ko darujemo svoj čas in energijo za drugega, tkemo nevidne niti, ki povezujejo in krepijo našo družbo ter dokazujejo, da moč človečnosti in empatije lahko spremeni življenje sočloveku, s tem pa na bolje spreminja tudi svet. Vsaka prostovoljka in prostovoljec je neprecenljiv košček mozaika naše raznolike skupnosti, v kateri solidarnost, pravičnost, povezovanje in sodelovanje tvorijo temeljne vrednote. Danes ob podelitvi državnih priznanj za prostovoljstvo se z globokim spoštovanjem in predvsem s hvaležnostjo države in ljudi obračam k vam, spoštovane prostovoljke in prostovoljci. Posebne čestitke pa namenjam vsem prejemnikom nagrade in priznanj Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2023. Vaša srčnost, skrb za sočloveka ter medgeneracijsko povezovanje so neprecenljivi. Vaše raznovrstne aktivnosti na področju človekovih pravic, zdravja in socialne varnosti, civilne zaščite, vzgoje in izobraževanja, varstva okolja in ohranjanja narave, kulture in vseh drugih področij delovanja, plemenitijo družbeno življenje, ki je zaradi vas za marsikoga prijaznejše in tudi lepše. Prostovoljstvo namreč krepi tiste najdragocenejše socialne vezi med nami. Prostovoljke in prostovoljci skozi skupno delo širite medsebojno razumevanje, zaupanje in spoštovanje, s tem pa sooblikujete bolj povezano in bolj vključujočo družbo. Prostovoljstvo ima pomembno vlogo pri povezovanju in tudi pri razvoju skupnosti. Prostovoljke in prostovoljci s svojim delom znatno izboljšujete javne storitve ter pomagate zapolniti vrzeli in pomanjkljivosti v obstoječem javnem sistemu, vključujete pa se tudi v kulturne dejavnosti, šport, izobraževanje in druga področja življenja v skupnosti. Kako pomembno in zares nezamenljivo je prostovoljstvo v naši družbi, se je še posebej izkazalo ob lanskoletnih poplavah, ki so nas tako močno prizadele. V trenutkih krize ste prebivalke in prebivalci pokazali, kako globoko sta sočutje in prostovoljstvo zakoreninjena v naši biti. Tiste dni, pa tudi kasneje, je vsak, ki je lahko, prijel za lopato in delo ali kako drugače priskočil na pomoč tistim, ki so bili najbolj prizadeti. Še več, nekateri, ki so v poplavah veliko izgubili, so kljub temu pomagali sosedom, prijateljem ali popolnim neznancem, ki so se znašli v enakem položaju. Po svojih najboljših močeh smo pomagali praktično vsi. Med obiski na terenu sem med ljudmi začutila tisto pomirjujočo složnost, v kateri so naša srca bila ob enakem ritmu in za isto stvar, drug za drugega. To nas je spomnilo, da prostovoljstvo ne pozna meja in je v svojem bistvu preprosto, a hkrati izjemno močno in povezovalno. Prostovoljec je lahko vsak, ne glede na starost ali druge razlike med nami. Nikoli ni prezgodaj ali prepozno, da bi postali ali ostali prostovoljci. To nam sporočate tudi letošnje nagrajenke in nagrajenci. Biti prostovoljec pomeni biti človek človeku. Še posebej v teh razmerah po svetu, ko nas upravičeno skrbi, me vaše delo utrjuje v prepričanju, da je humanost edina prava pot v prihodnost.
V prostovoljstvu se skrivata moč in lepota človeške narave. To je dejanje, ki ne pričakuje ali zahteva priznanja, a prav zaradi tega si zasluži največjo pohvalo. Prostovoljci svoje nesebičnostjo in predanostjo izboljšujete življenja mnogih, pogosto potiho in brez velikega pompa. Zato je ta tradicionalna slovesnost v predsedniški palači prava priložnost, da na glas spregovorimo in opozorimo na vaše izjemno življenjsko delo in izjemna dejanja ter vam izkažemo hvaležnost. Moja želja je, da ob tem spodbudimo še koga, da stopi na vašo pot. Vsak, ki naredi nekaj za drugega, naredi nekaj dobrega. Vsakršno dejanje dobrote, neslišno ali glasno, ima močan vpliv, ki presega trenutek in presega tudi posameznika. Vsa dejanja nas opominjajo, da dobrodelnost duhovno bogati ne le tistega, ki prejema pomoč, temveč tudi tistega, ki jo nudi. Drage prostovoljke in prostovoljci, vaša predanost, nesebičnost in ljubezen do sočloveka in skupnosti so navdih za vse nas. Imate pomembno vlogo pri ustvarjanju družbenih sprememb in boju proti socialni nepravičnosti ali, kar se še bolje sliši, v boju za socialno pravičnost. Naj bo današnja slovesnost torej izraz naše globoke hvaležnosti in spoštovanja do vas in vsega dobrega, kar delate za našo skupnost. Hvala tudi vašim družinam, ki vam pri tem, sem prepričana, stojijo ob strani in vam tudi pomagajo. Naj sklenem za zahvalo Odboru Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, ki je tudi letos opravilo pomembno in zahtevno delo. Kaj naj rečem za konec? Včasih je Ivo Bajec rekel, športni komentator, brez vas ni športa, ko je govoril o trenerjih, tistih, ki so v ozadju športnikov. Jaz lahko rečem, brez prostovoljstva ni Slovenije. In lahko mi verjamete, da govorim iz srca. Srečno in hvala vam. Državna priznanja so prejeli Zavod Risa, Matej Bizjak, Alojzij Klančišar, Nika Kržišnik, Safet Zjakič in Anja Žitnik. Medtem ko je državno nagrado prejela Zveza društev upokojencev Slovenije, nagrado pa je prevzela njena predsednica Zdenka Jan. Spoštovana predsednica države Nataša Pirc Musar, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, dragi gostje. Veliko čast in veselje mi je, da vas ob tej izjemni priložnosti pozdravim v imenu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj za področje prostovoljstva. Vaše nesebično delo in predanost sta neprecenljiva za našo skupnost. S svojim trudom, časom in energijo vsak dan spremenjate svet na bolje. Bodisi je to v vaših lokalnih okoljih, bodisi je vaš prispevek k dobremu širši skupnosti. Vselej polnite vrzeli človečnosti in topline tam, kjer jih država z zakoni in pravilniki ne zmore. Smo pa državi Sloveniji hvaležni za zakon o prostovoljstvu, ki daje prostovoljskemu delu posebno mesto in ki med drugim omogoča tudi podeljevanje najvišjih državnih priznanj za prostovoljstvo. Hvala Vladi Republike Slovenije, ki zagotavlja vsakoletne denarne nagrade nagrajencem, in hvala, spoštovana predsednica države. Z vašo pozornostjo, ki jo danes in nasploh namenjate prostovoljcem in prostovoljstvu, potrjujete pomembno vlogo državljank in državljanov, ki samostojno ali v okviru prostovoljskih organizacij svoj prosti čas namenjajo gradnji države, prijazne ljudem in v prvi vrste prijazne ranljivim skupinam. Člani in članice odbora smo bili pred zelo odgovorno nalogo. Izbrati 6 dobitnikov priznanj med 13 prispelimi predlogi in enega nagrajenca med 7 nominiranci. Odbor je na podlagi javnega razpisa skupaj prejel 22 vlog. 20 njih je ustrezalo razpisnim pogojem, med njimi je bilo nominiranih 16 posameznikov in 4 prostovoljske organizacije. 2 predloga je odbor žal moral zavrniti, ker nista
izpolnjevali vseh razpisnih pogojev. Odbor je prispele vloge ocenjeval z ocenami od 1 do 6. V prvem krogu smo pri ocenjevanju upoštevali opravljeno število prostovoljskih ur, v drugem krogu smo ocenjevali vsebinski prispevek posameznega nominiranca oziroma nominiranke in v tretjem krogu zaključili ocenjevanje skupno oceno. Pri izboru kandidata oziroma kandidatke za nagrado je bil pri ocenjevanju potreben tudi 4. krog. Člani odbora, ki smo kakorkoli povezani z nominiranci, smo se v dotičnih primerih izločili iz ocenjevanja. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, v imenu odbora in svojim imenu vam iskreno čestitam za vaše izjemno delo. Vaša zavzetost in srčnost sta navdih za vse nas. Naj vam današnja priznanja služijo kot potrditev, kako zelo pomembno in cenjeno je vaše poslanstvo prostovoljstva ali prostovoljske organizacije. Hvala. Predsednica, cenjeni gostje, dovolite mi, da v imenu vseh nagrajencem izrazim zahvalo, da ste opazili v našem prostovoljskem delu pomembnost, veličino naših aktivnosti. Nagrada nam bo obveza in zaveza, da bomo tudi v bodoče svoj prosti čas namenjali tistim, ki nimajo, ki ne zmorejo, a potrebujejo morda samo dotik, objem ali podporo za ohranjanje dostojanstva. Kot pravi varuh človekovih pravic, dostojanstvo mora biti v vseh časih življenja mlado, enako, a vendar mlado. V Zvezi društev upokojencev sprejemamo nagrado Ponos s ponosom in s hvaležnostjo v imenu vseh prostovoljcev. Najlepša hvala in obljubljamo, da bomo tudi v bodoče srčni in za vas. Hvala lepa. Predsednica Pirc Musar je slovesnost zaključila z mislijo, da je prostovoljstvo srce naše skupnosti, ki neutrudno bije za dobrobit drugih.